V bistvu pred nami je ponovno praznik slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Tukaj bomo vsi, ki razmišljamo o slovenski proizvodnji hrane, kako jo izboljšati, povečati, kako jo narediti bolj stabilno. In sam sem pa posebej vesel, da tokrat je tudi prisotno več tujih delegacij, gospodarskih pa tudi političnih. Tako da gledalke in gledalce vabim, da se Agre udeležijo. Ponovno, kakor prejšnja leta, bo vedno od 9 do 10 tudi kava z ministrom. Kdorkoli pride, si najde prostor, spije z mano kavo, se pogovori. Bo pa tudi dosti strokovnih in poslovnih dogodkov. Tukaj poleg vrha ministrstva bodo strokovnjaki, ki bodo ljudem svetovali na različnih področjih, tam, kjer pač potrebujejo nasvet, neko usmeritev ali pa enostavno pogovor. Organiziramo tudi dosti zanimivih okroglih miz, udeleženi smo pri nekaterih drugih dogodkih in je prav, da ljudje pridejo, ker tudi za takimi pogovori se na nek način korigira konkretno izvajanje kmetijske politike. Nam je lansko leto, ko sem bil na Kitajskem novembra, uspelo, da je tokrat 12. kmetijsko, trgovinsko in gospodarsko srečanje 17 držav, torej držav Srednje in Vzhodne Evrope in Kitajske v Sloveniji in celo v času Agre. Že v petek bo potekal forum, to bo na Brdu pri Kranju, poslovni del bo pa potekal na sejmišču v Gornji Radgoni. Nam je Kitajska zelo pomemben partner. Uspelo nam je, da samo lansko leto smo povečali izvoz na Kitajsko, to mislim vseh proizvodov, ne samo kmetijskih, za 83%. In če pogledamo, da recimo pred 10 leti je bil izvoz na Kitajsko 60 milijonov in uspelo nam je, da smo ga povečali za 4,5-krat. Torej, lansko leto je bil 270 milijonov, zelo hitro pa rastemo tudi letos. Ker bo zraven kitajskega ministra prišla zelo številna delegacija, 45 ljudi, pač tudi mnogo ljudi iz posameznih pokrajin na Kitajskem. Ti ljudje se bodo spoznavali in srečevali z našimi proizvajalci hrane, z drugimi proizvajalci, navezali bodo kontakte in sam seveda pričakujem, da bodo od tega imela Slovenija poslovno korist.